koliko ti, ko še enkrat pogledaš, to sploh pomeni taka nagrada, ki ti jo da Evropski parlament, na primer? Pesek oči. Pesek oči. Naredijo nič, ker mislim, da so vsi politiki pod kontrolo. Tisti, ki tole delajo v Afriki, ne morejo plačati vseh nas. Plačajo tiste, ki so odgovorni za nas. To so politiki. V Evropi so lobiji, ki vlečejo svoje poreklo iz kolonialnih družin, ki so se zelo obogatele v Afriki, pa tudi v ostalem, rečemo, nerazvitem tretjem svetu. In ti imajo še zdaj toliko denarja od tistih svojih izkoriščanj, da še danes lahko naprej počnejo isto v dobi, ki pravimo neokolonializem. In ti podkupujejo dol elite in tle pri nas naše politične elite. Nimajo za vse dosti denarja, ne morajo pa nas vse podkupati. Zato je na nas nekaj, da moramo nekaj narediti. Ampak kljub vsemu, ko dobiš nagrado, lahko na to nekaj narediš, opozoriš na to. Misliš, da te kdo sliši v Evropi? Koliko te sliši v Evropi? Koliko vidiš recimo po vseh teh letih dejansko efekta tvojega dela? Nekaj ga sigurno je. No, ene par naših predstavnikov v Evropskem parlamentu, ki so tole organizirali vse skupaj, tudi najno zadnjo razstavo otroških risb, ki so jih narisali otroci in kažejo isto sceno, kot ta film, ali pa naši filmi, so slišali. Smo se dobili na tako intimno razdajo, da so morali slišati. In med njimi recimo Tanja Fajon, tudi nekoliko še zmeraj Ivo Vajgl, ampak ko sem vprašal oba dva, povejte mi enega v Evropi, v teh 27 članicah, ki me je pripravljen razumeti, ki me je zmožen razumeti, je rekel Vajgl, to mnoga ni. V celi Evropi ni človekoljuba, ki bi bil pripravljen razumeti, ki je zmožen razumeti, da se nam bo dogajalo milijone beguncev, a pa jih bomo mogli streljati, da tam dol toliko ljudi trpi in da je zato seveda vzrok. Je Sauper kar nekaj povedal danes, da je kar nekaj predstavljal. Kdo vse so to, ki ne pustijo mami Afriki dihati, se razvijati, ki jo ekonomsko držijo v taki ječi, da ne more prosperirati. In to, kar smo videli v resnici pogorišče, to je ostank Afrike, to je smetišče, to je propad, ki je vstal, ki ga lahko še danes vsi, ki gremo v Afriko, opazujemo. Afrika je bila tudi zelo, zelo lepa, čudovita, bogata, polna transa, ekstaze. O tem so poročali pred 500 leti prvi evropski popotniki, ki so napisali knjige, recimo, in podobno kot drugi raziskovalci, nekateri ja, nekateri ne, v Amerikah ali pa v Avstraliji ali pa v Polineziji, pustili za sabo pogled, da so živeli ljudje boljše tudi v Evropi. Boljše, ker so imeli gozdove, so imeli vodo, so pasli živali, so pridelovali hrano in veliko so se ljubili in producirali otroke in živeli, kar sem prej omenil, v transu in ekstazi. To se še da čutiti, če greste preč, dol, tam, ko ni bilo toliko srečanja z nami, s kjerkoli, z Turki, z Arabci, z Britanci, Francozi, misionarji, še zmeraj lahko tako Afriko začutiš. Takih je samo še nekaj žepkov, recimo v Sudanu.
ni hodba v Nubske gore, v Modri Nil, tudi ponekod v Darfurju, pa to je simbiotično sožitje človeka in narave, živali in rastlin, elementov in mi se borimo za tiste konce, no, da bi nekako preživeli. No. Sauper je prikazal predvsem ta najslabši, najhujši. Jaz od njega ne pričakujem, da bo kazal tudi kaj lepega, ker tega ni bilo niti v prejšnjem njegovem filmu Darwinova nočna mora, ko je dal jasno povedati, da gre Afrika nazaj. Darwin se je zgrozil, mislim, ne gre tako, kot je on predvidel, ni evolucije, ne gre praktično nikjer, razen da biti Gana ali pa nekoliko Južna Afriška republika, mogoče Malawi. Nikjer takrat ne moramo reči, da se izboljšuje razmere v teh 40 letih, odkar sam hodim v Afriko. Zdaj, če imate kakšno vprašanje, kar dvignete glas, naša Ivana ima tudi mikrofon, če želite, da se vas bolj sliši, tako da damo priložnost še v dvorani, če je kakšno vprašanje. Jaz imam eno vprašanje. Kar? Tomo, kaj si mislite o tem stavku, ko je povedal tale Črnc, ki je rekel 200 let, kolikor smo mi, kolikor tale zahodna civilizacija smatra, da smo mi 200 let vzaj. Kaj si mislite? Ja, razumem. Mogoče ne 200 let. Ponekod živijo dobesedno še v prvobitnem izvornem stanju. To se pravi še več, še 10.000 let, recimo. In mene res tisti kraj najbolj zanimajo, ker jih že celo življenje iščem. Že od malega sem vedel, da to ni vse, kar lahko človek živi v Sloveniji, v Evropi, na Zahodu, v razvitem, v industrijskem svetu in sem skozi iskal, tu pač kar vsi iščemo, no. Raj že zdaj tle na zemlji. In tam so dejansko ljudje z vrednotami, ki kažejo, da se niso nikoli okužili za temi mezopotamskimi, sumerskimi, babilonskimi miti, egipčanskimi, grškimi, rimskimi, res. Oni ne vidijo sveta dualistično kot mi, vsi. Mi smo vsi navajeni videti svet kot dobro, slabo. Vidijo, da ni nebes in pekla, ni po smrti nič drugače, kot je zdaj. Življenje je večno, je vedno bilo, ni velikega poka, ni linearnega razvoja, čas je špirala. Res, in tistih par britanskih kolonialnih piscev, ki so prav tako, recimo, napisali knjige o Nubskih gorah, recimo, so vsi zapisali, da se imajo tle boljše, pa kjerkoli, kamor so njegovi prišli, njegovi kolonialni uradniki, res je. Pa imate pa različne stopnje naprej, od teh 10.000 let nazaj, pred našim začetkom našega štetja, pa do zdaj, ko so, jaz mislim, šli povsod nazaj od časa, ko so jih zapustili kolonialni birokrati. 1960, 70, 54, 51. So šli nazaj v času. Čeprav imajo supermarkete pa elite, tudi te bogate telefone, pametne. Zanimivo je, da oni govorijo veliko Kitajci. Kitajci so zdaj prevzeli Afriko. Mi smo lahko prisotni predvsem kot humanitarni delavci. Pa ste ta sahelski del zelo čvrsto držijo še vedno Francozi. Zato se je tudi dale zgodilo to v Bamako in nič se ni začuda, da se jim je to zgodilo v Parizu prejšnji petek. Mene čisto nič ne čuti, to smo mi skozi napovedovali. Jaz jih zastopam. Tudi mene včasih taka jeza zagrab, ko prijem tle nazaj. Še eno vprašanje bom pa ti. Kaj pa si mislite o naslovu tega filma? Prihajamo v miru. Ja, iz filma, ko je ta Kubrickov Odiseja je, ne? Ja, seveda. Vsi lažejo, ne prihajajo v miru, še misionari ne. Sorry.
Jaz to čitam, sem se navadil je zaznavati in dojevati. Vsi imajo nekaj interese, ne? Vsi hodijo v Afriko, ne zato, ker bi jo imeli radi, ker bi jim bili všeč ljudje, bi jim bile zanimive te kulture, bi čutili, da se tam lahko kaj naučijo, da je to naša zibelka človečnosti, da smo se ljudje začeli učlovečevati prav na tem kontinentu in potem razširili po vseh drugih kontinentah. Ne vidijo lepote, tudi Savpar je žal ne, no, to me jaz vidim, kar zamerim, samo on pride in dokumentira zatečeno stanje. No. Jaz sem pa že odprej, ne, jaz sem res tam od 70 let že hodil, sem privlečen kot z magnetom k svoji mami. Jaz čutam tam toliko prvinskih občutenj, ki jih v Evropi nikoli ne morem. In seveda, ne, jaz verjamem, da smo mi vsi ljudje iz prvinskih ljudi in da je naša podzavest narejena tako, kot je afriška še danes in da so problemi civilizacije ravno v tem sporu med tem, kar je naravno in imamo not globok not v kolektivnem podzavednem in v tem, kar nam je prinesla skozi stoletja, tisočletja civilizacija, ki je pa v razumu, ki služi kot neke vrste računalnika, ne? To je software. Ne? Ampak spodaj so vsi ti prvinski instinkti, ne smemo reči nagonija, ne? Vse tisto, kar je značilno za našo vrsto življenja na planet Zemlja. No? In mene to zdaj zanimalo, ker sem hotel vedeti, da sem pravi jaz, ne diplomiran ekonomist, križnar, pa strojni inženir, pa nagrajenec Evropske unije, pa Isle Blue Planet, pa... A me zastopite. Jaz hočem živeti tisto, kar je v meni globok, kje se je rekel, pa sem hotel samo tisto živeti, kar je samo hotel iz mene. Jaz hočem biti sužen civilizacije in biti svoje kulture, tle, naše, slovenske, centralno-evropske. In to lahko v Afriki dobiš in zato mislim, da je treba Afriki pomagati, no, Afriko pomagati čuvati, da jo nojo tile jastrebi raztrgali in razžrli. In to delajo vsi, najbolj še zdaj Kitajci, imaš prav. Kitajci so popolnoma brezbrižni. Ampak, Basta, ti si omenil Kitajce. Ravno Kitajci so mene v dokumentarcu se najbolj presenetili kot dejansko največji brezverniki, praktično tisti brez duše, ne? Vedno je bila vera, ne samo civilizacija, no, seveda civilizacija pride z vero, tisti razlog, ki je dejansko naredil največji razkol v tem, koliko so bili severni, južni Sudan, eni so muslimani, eni so verjamajo v Jezusa, ampak vedno vera tista, ki najbolj loči, potem se pa pojavijo Kitajci, ki pa v bistvu so tretja pozicija, ki jih sploh ne zanima vera, jih zanima pravzaprav samo izključno nafta, dobiček, to. Tako. Kitajci so se pojavili, ko so odšli Sovjeti in Američani. To je bilo tam 90. leta, ko je bil konec hladne vojne in so se Američani in Rusi nehali boriti za vsak rudnik, čigav bo, za vsakega človeka praktično, na kateri stran bo. Afrika je bila med hladno vojno prav tako razdeljena na interesne sfere, ko pa je bilo konec tega tekmovanja po propadu Sovjetske zveze, so tudi Američani se potegnili nazaj. Vse to je itak naša stvar, ker si smo itak vse zauzeli. No in takrat so to izkoristili Kitajci. In jaz sem bil v Sudanu, jaz sem bil skozi, od 79. leta hodim kar naprej Kerol, in se spomnim, kako sem jih prvič srečal na pošti v Kartumu leta 98 v eni sobi, kodar so imeli telefone in tam so telefonirali Kitajci. Nekjer v Kartumu, kaj še ne let po Sudanu, takrat sta bila še skrb enotna, ni bilo mogoče klicati tujino. Samo na pošti glavni centralni v tisti sobi in tam so bili in so vleto telefonarali. To so bili, kot sem zvedel kasneje, v bistvu kitajski kaznjenci, ki so bili poslani graditi naftovod iz juga Sudana, od tle, z nekaterih krajih smo danes v filmu videli, iz Bentuja, pa iz Upper Nile, skozi Nubske gore, proti El-Obeidu, pa potem iz Rdeče morje. In seveda, ti ljudje
so se obnašali že takrat, tako kot jih vidimo danes po celi Afriki, popolnoma superiorno. Nič jih ni zanimala lokalna kultura, niso prišli pokristjanjevati ljudi ali pa jih kakorkoli komunizirati. Prišli so zaslužiti, ključ v roke. Mi vam damo toliko sorovin, vi nam pa naredite infrastrukturo. No? In to delajo po celi Afriki in potem so zelo uspešeni. No? Ampak večina Afričanov pravi, da jih namara, da namarajo teh Kitajcev, ker recimo v Sudanu, v Kartumu so vse podgane, vse mačke, še žabe pojedele. Rajš bi sodelovali z nami, samo mi smo superiorni še bolj, mi smo vzvišeni, rasizem je pač gospodarskih in političnih razlogov. Ti ne moš nekoga izkoriščati, če ga prehne demoniziraš ali pa ga narediš za manj vredenega. No? In seveda, to je krivično, to je raz toh ni, to ni treba vam govoriti po moje, to je že davnej sprijeto. So samo morfološke prilagoditve na dano naravno okolje. Se pravi, človek se prilagaja na tisto naravo, v kateri živi, zato smo mi beli, manj je sonca, narava tog pigmenta, naši nosovi so daljši, ker moramo ugrevati zrak po zim, preden pridemo od pljuča, da se ne prehlajamo. Naši lasje so drugačni zaradi tega, ker morajo greti lobanjo in možgane. Tam je pa ravno obratno, no? In zato se razlikujemo. Razlikujemo se po tem, da smo v glavo dobili vse te ideje, kot sem že prej našteval, od Mezopotamije naprej, in čustno, po srcu se precej razlikujemo. Afričani na splošno so bolj srčni, so bolj čustveni, tako kot ste recimo ženske, ampak lahko rečemo, da ste ženske manj uredne. Jaz brez vas ne misliš med, zdaj imam svojo ženo, ki bi tudi danes predstavljati tle, in če vas zanima, še eno vprašajte, z Bojano so bile 3-krat skupaj, enkrat v Demokratični republiki Kongo, na Koltanovih poljih, pa potem v Nubskih gorah, pa v Modrem Nilu. In ona je kot učiteljica, kot novinarka, pa kot mati, mislim, jih še bolj razume, kar jaz. Najboljši poznavalci Afrike, zagotovo nismo moški, ste vedno ženske. Tako v fotografiji, kot v produkciji filmov, kot kot v pisanju knjig. Sonjo Porle, berite, ona je ta prava predstavlja. Leni Riefenstahl, ki si jo tudi že omenil. Ženska, ki pa je Afriki naredila uslugo, obenem tudi ne. Posebej ljubam, ne? Ja, Leni Riefenstahl, najbolj mogočna žena takratnega sveta, med vojno, recimo, ki je delala filme v podporo nacizmu, ljubica Adolfa Hitlerja, baje, je, ko je prišla z zapora leta 56, šla v Afriko, verjetno iz istega razloga, kot je sam. In zanimivo, da je malo kasneje tudi njen nasprotnik, fotograf George Narođe, ki je bil takrat prvi Britanc, uraden fotograf zaveznikov, ki je fotografiral Baden, Belsen in Auschwitz. Oba dva, jaz razumem, oba dva sem spoznal, sta bežala pred industrijskim ubijanjem, pred kulturo zahodnjakov, pred kulturo industrijske družbe v Afriko, nazaj k izvoru, tam, kodar smo se izgubili, tam, kodar je še kaj prvinskega, prvobitnega. No? In zanimivo, da sta oba dva zapisala v svojih fotografskih knjigah, da nikjer nista bila bolj srečna. Ne, nista ostala tam, ne. Mislim, da je komfort oba dva potegnil nazaj. Ni udobno, v Afriki ni udobja. Tono, ampak nazaj k filmu, že takoj, ko si omenil, da v njem ni nič lepega prikazal. Ampak jaz pravno vidim namen tazga krutega stika z realnostjo je to, da je on dejansko pokazal vse grdo.
in s tem grdim se je treba soočati. Zato bi te vprašal, ko hodiš v Afriko, v Sudan že toliko časa, koliko je razlike od takrat do zdaj? A je recimo Južni Sudan zdaj padel v tipično postkolonialistično finto mladega naroda, na kjer smo v neki fazi tudi Slovenci padli, ko smo se osamosvojili, ne? Se pravi, smo sveži, zdaj pa hočemo izkoristiti, ampak obenem te pa zelo lahko preslepijo, ne? Kar vidimo v mnogih prizorih. Koliko slabega se je naredili, koliko dobrega se je naredili, recimo s tem? Od leta 2011, ko je Halbert zaključil snemanje, vse samo slabo. Leta 2013, 16. decembra, se je začela nova vojna v Južnem Sudanu, tokrat med obema večinskima plemenoma, med Nueri in Dinkami, med v bistvu predsednikom Silva Kirom, kar ste ga videli s tem velikim kavbojskim klobukom, in njegovim podpredsednikom Rijakom Mačarjem, vodjo Nuerov. Jaz sem tudi takrat spet tam, to v Nubskih gorah, in smo imeli problem prejeti v in so me morali spet rešvati. Naš Andrej Šter z Ministrstva za zunanje zadeve je spet moral angažirati mongolske vojake na naftnih poljih, tako južno od Nubskih gora, da so na Jazurošem spravili nazaj domov. Spet je moja žena imela potem neveč zasluh takrat. Nuere podpira Omar Bešir, se pravi Khartoum, ta genocida obtožena vlada. Ding je pa seveda Američan. To se pravi, bijajo se spet tujci na telesih teh ljudi tam. To so najcenejši vojaki, ne? Samo puško mu daš pa patrone. Pa rečeš mu, da guni so vse krivi, guni so navadni tam. Ne? Bijajo se za naftna polja. Tako kot že prej, Američani so podprli jug, zato da bodo prišli do naftnih polj. Nafta ne bo tekla na Kitajsko, ampak v Ameriko. Pa še do dobre zemlje, pa do nadzora Nila, kar je strateško pomembno za Egipt, pa Sueški pretok. No. In ti ljudje, po informacijah, po poročilih Združenih narodov, 6,5 milijonov jim grozi smrt zaradi lakote. Združeni narodi ne morejo dobiti hrane za te ljudi. Največ mislim, da zato, ker se tole sploh nič ne ve. To je en redek film, en redkih filmov o obeh Sudanih. Več filmov je o Kongu, več filmov je o katerihkoli drugih humanitarnih katastrofah, kot pa o Sudanu. To v Siriji pa v Iraku razumem, da se več poroča, ker tam živijo urbani ljudje, s katerim se mi lažje identificiramo. Tele ljudi imamo mi za divjake in zato v bistvu nimamo nič dim, ko mislimo. Pa še nekaj je, gre za eno veliko sramoto. Ne? Ta odcepitev Južnega Sudana in razglasitev nove države Republike Južni Sudan je bila orkestrirana od Američanov in Evropejcev. To ni ratal, ker je Bešir podkupil Nuere, dobil je denar od vahabitov v Saudski Arabiji, teh istih, ki financirajo ISIL, islamsko državo, in vse te manjše druge frakcije istega zla, ki se zdaj po neki avtomatski sinhronizaciji vse združujejo proti nam. In zdaj jo bomo mi fasali, jo smo jo že, ampak to še nič ni. To je šele začetek. Prosim, če me verjamete, preberite to v tej moji knjigi Nafta in voda. Jaz sem to že 4 leta nazaj napisal, kaj se bo dogajalo, kaj bo. In to smo nesli gor v Bruselj, na mizo bodo vidite slike, kako je naš Sulejman Žamus, humanitarni koordinator iz Darfurja, humanitarni koordinator eno od uporniških skupin, vse to povedal takrat evropskim politikom. Mi smo snemali, on je govoril. Povedali smo, koga bo. Begunci bodo prihajali, tle bojo padali bombe, tle bo Sudan, pri nas bo Sudan. Mi bomo bežali. Dajmo pomagati Darfurcem, mogoče bomo mi morali bežati dol čez. Da nam bodo dali mokro zemljo, pa semena, pa urodi, da bojo naši otroci preživeli.
pa ni hotel ben slišati. Vi bo z njimi, a ne, jaz sem eden od njih. Nisem upornik, nisem terorist. Pa včasih me vendar je taka jeza zagrab. Primerju predsedniku Pahorju, no, sem rekel julija, avgusta, ko je se ponudil, da bi šel z nami, ker ni toliko nevaren, mislim, lahko se gre, ni toliko nevaren, ni zaradi nevarnosti, da ni poročil, da ni novinarjev, da ni v medijih. V glavnem je to zato, ker noben hoče tole govoriti, ker tole odbija, to je nič fajn, to ni zabavno. In Pahor je pa ponudil, ja, da bi šel z nami, Bojana ga je sprovocirala. Je takrat bil za to, da bi šel z nami. In rekel, kaj pa lahko me naredimo? Sem rekel, jaz se bojim, da to, kar edin, da prebudili Evropo je, da spustimo v zrak Ljubljanski grad. Pa še Bled, pa otoček sredi jezera, no. Svetim, jaz sem gorenc, pa veste, da je to nam okoli naredil, da ne mogoče samo. In tako se počutam res toliko ignorance, toliko prezbrižnost, toliko preseravanja, tako vtikanje glavo v pesek, tako, da res mislim, da je Evropa razpada. To, kot opisujejo psihologi in sociologi, da smo kot rimski imperij tik pred propadom. Vsi ga niso barbari zrušili, se je sam, se je bil znotraj to gnil, če je zaverjet, je Neron brenkov na Liro, ko je zažgal, ko je govoril Rim. Vsak postkolonialistična Afrika je vedno bila obsojena na nek način že na propad, kar je bilo zelo hitro jasno. Je rešitev? Pragmatična, praktična? Seveda. Povej. Seveda. Klemen je z nami danes, ne Klemen Mihelič. Evo ga tam ne sedi, no. Ta človek je rešitev. Klemen je ustanovil organizacijo Hope. Skupaj so bila v Darfurju 2009, mislim, da. In takrat so naja prosili vodja uporniške skupine, no, ki se bori proti genocidu nad afriškim prebivalstvom v Darfurju, je prosil, dajte nam pomagati, da bomo vodo pili. Voda je tle, samo zaradi klimatskih sprememb je vsako leto globje. Sahara se širi 7 km na leto in ljudje bežijo in zato so se začeli tepsti. V Darfurju se je vojna začela zato, ker je vlada podprla, arabska vlada, ta obtožena nehujših zločinov proti človeštvu, arabska plemena z orožjem in tako so se začeli spopadi med Afričani, ki so tam tradicionalno, pa prišleki, ki so migrirali čez Rdeče morje, za vodo. No in takrat naj je Džibril prosil, dajte nam pomagati z vrtalno napravo, da bomo lahko to vodo, ki jo še iskali in potem nam ne bo treba v Evropo. To, da veste, Sudan se ne omenjajo niti med begunci, pa so večina, no, ogromno, čez Libijo, čez Francijo in za Anglijo, polet so največ bežali Sudanci. In Klemen je zbral za 175 000 evrov prispevkov, skupaj smo to delali, lobirali, govorili, naše filme kazali in iz tega kupil vrtalno napravo, ki bi lahko tam ljudem omogočila, da ostanejo doma. Voda je spodaj, tam je največje jezero pitne vode na planetu. Pod Džebel Malo, pod ugasnim ognjenikom. A je to Boga naredila Evropa? In takrat so nam tudi obljubili, to vidijo v našem filmu Oči Bošesa Boga, vidijo nadzor Sudana, v našem odboru za zunanjo politiko v slovenskem parlamentu, da bodo spodbujali vse članice, da je vsaka država Evropske unije vsaj eno napravo pošljete dol. To bi bil način. Pa še drug, video nadzor, si vede, to, kako poskušamo daj naprej, tam se pa že tepejo, tam je pa treba gledati, da mi gledamo, da so pod nadzorom, da jih Bog vidi. Bog je mal slep, pa mal gluh, ampak ima oči in ušesa in to je danes digitalna tehnologija. In lahko se vse te džanžavide, ki so prej tam padali trebuhe, pa trgali nedonošenčke, pa jih metali na bajonete, vse te grozoviteše, ki so z najhujšim nasiljem, z najhujšim
najhujšo surovostjo, izganjali ljudi, posiljevali. Novembra je bilo več kot 200 žensk v eni majhni vasi Dabid, ki je manjša kot Naku, posiljenih. Združeni narodi, ki so tam kao opazovalci, so rabili en teden, da so prišli tisti pogled, pa jaz vem, da je manj kot 4 km nereč, ker sem bil tam ujet pa zaprt leta 2006. Torej se da, mislim, ne se bojejo, lejte takih mangelcev, ene par nas je, ki delamo na tem, se ne zbojijo, mene so razglasili v Khartoumu, da sem židovski agent, ki je ful dvignil ceno, nisem, ni več kot posebej nagrade, jaz delam za Mossad, a veste vi to. Bojejo se nas, mi imamo s Kremlom razdelili več kot 1000 kamer od Darfurja prek Nubskih gora do Modrega Nila, računalnike, modeme, in zdaj preizkušamo tudi drone. Mi smo svetovna sila, no, pa umale, mislim, kaj da se ne da? Se da, sam rabimo podporo, oziroma vi delajte to sem rekel v Molesportu, v Angliji, NATO paktu, ko smo poklicali, pa vi tam delate, za koga delate? Ja, za nobenega, za človeštvo, za nas, ker mi moramo sodelovati, kot sodelujejo prsti. A ne more samo en prst biti, no. Tale je zelo koristen, meni še posebej, ampak tudi ta je koristen, a zastopite, vsak prst na telesu človeštva je za nekaj talentiran. In ne to vse dela, pa bomo vsi rabili manj delati, pa vojska. Vojska, v katero dele, jaz se zelo bojim, gremo. Taka vojska, da v njej ne bomo zmagali belci, zahodnjaki. Zdaj, meni je v dokumentarcu še en tak zelo malo ironičen prikaz, so bili ravno Združeni narodi, kako prikazujete ljudi, ki delajo za Združene narode. To so v bistvu na isti način plačanci, kako so plačanci kdorkoli, ki dela za kogarkoli. Vojni dobičkarji. To je vse, kar smo videli, so v glavnem vojni dobičkarji. Ker gredo v Afriko sam zato, ker se da fejs zaslužati. Zakaj se pa da fejs zaslužati? Zato, ker fejs skradajo. In potem so ti ljudje evo na smetišču, odpadek, kolateralna škoda. Nekaj bi bilo najbolj po njihove grz za atomsko bombo pospraviti. Samo blazno se cenim vašega dela pa vašega truda za vse, kar delate. In obenem, po eni strani vas občudujem, po drugi strani vas pa ne morem razumeti. Jaz gledam pa to malo z drugačnega gledišča in ker je ravno ta polemika okrog tega filma, ki je prikazal to umazano stran, vi pa bi rad obdržal tisto lepota, ki je tam to, kar je najbolj vreden za nas vse. Ne govorim samo za njih, ampak za nas vse, kot vzor. Jaz pa mislim, da se malo zgubljamo že v tej informiranosti. Jaz mislim, da ljudje vsi vse vemo že dan današnji. Ne, pa ne. Ker jaz pa mislim, da je to samo zatiskanje oči samega sebe. Ker v principu teh vojn ne bi bilo, recimo, če bi mi za naš vir energije potrebovali, recimo, ne vem, sončno energijo. Se pravi, da mogoče pa problem v nas, da mogoče bi tudi oni bolj živeli, če se mi ne bi furali na nafto, ampak bi se furali na sončni pogon. Absolutno. Ampak govorim zdaj o tem, da mogoče bi bilo treba delati pri nas, ne vem, na petrol, plakat, a veš, odkot prihaja benzin, preden ga tankaš. Strupaj, iz nedonošničkov. Jaz, ker se vozim, res probam čim manj se furati okrog, ker slišim v ropotanju mašine krike tistih žensk, ki sem bil priča, pa jih ni več. Zdaj je umrlo vsaj 300,000 ljudi, odkar se je ta nova vojna začela v drugem svetu. Po poročilu Združenih narodov bo v naslednjih 2 mesecih v Sahelu, to je ta pas pod Saharo in tropsko džunglo, umrlo 700,000 ljudi. Ta podatek smo izvedeli zdaj v Berlinu v soboto. 700,000 otrok bo umrlo v naslednjih 2 mesecih. In, a bo kakšna akcija, a bo kakšna panika za ta življenja, a se bo kaj zgodil? Ni brž ne. No, ker mislim, da mi ne vemo, je dejstvo, da smo bili Evropejci najbolj uspešen, ne takrat, ko smo verjeli, da že vse vemo, ampak takrat, ko smo
uvideli, da sploh ne vemo, takrat, ko smo se rešili teh dogem religije in začeli z prosvetljenstvom, z renesanso. Naši raziskovalci so šli po celem planetu, biologi, etnologi, botaniki, tisti, ki so proučevali tuje kulture in so nosili nazaj v Berlin, pa v Pariz, ne samo, ker so tam nakradali njihovi gospodarji, ampak so nosili znanje. In Evropa je bila najbolj budna, najbolj je ustvarjala, najbolj je bila kreativna v teh 500 letih, 600 letih. Zdaj pa se mi zdi, da se je pa Evropo polastila ena taka apatija, ena taka kolektivna depresija, da celo, ko smo napadeni tamle na štadionu, na tekmi med Francozi in Nemci, so te ljudje, jaz sem gledal posnetke, samo tako so počepnili. To je vse, kar so naredili. To pomeni, da tudi če bomba počneč ne naredimo, a veste, kako je pri Ljubah, ker tam pade bomba in tam padejo bombe vsak dan, pa v Modrem Nilu, tudi po Darfurju, tudi tam vojna divja naprej, sam poročilni, kaj ne ste biti, ker to mod, to prebuja, to drma, to ni v redu. To nadnacionalke nočijo, oni vas hočejo imeti za idiote, oni hočejo vas imeti za samo sužne, ki bodo samo jedli pa svalno. Pa kakvar. Ker tam bomba poč, so ti fantje, vsi takoj na položajih. Kam je, koga je zadel odnest, odrezati, ne vem, ubiti ga, če preveč trpi, a veste, čist drugač, kot pa tlek se je cel štadion bežal, a pa takole so se prijeli. Taka je zdaj Evropa. Mi mislimo, da že vse vemo in da se naprej ne moramo več razvijati. In to je tista osnovna fiksna ideja, po moje, do katere sem se prekopal res po vseh teh srečanjih z evropskimi najbolj vidnimi predstavniki, da nas politiki in naši gospodarji ne bodo rešili. Oni bodo za svoje ljudi poskrbeli. Zato mislim, da se moramo mi navadni ljudje skrb vzeti, ker sovražnik se je že skrb vzel. Oni že skrb delajo. To je v bistvu posledica pohleba človeštva, kasneje kapitalizma. Kako se pa navaden človek lahko temu upre, temu pohlebu oziroma kasneje kapitalizmu? Kaj pa se stvorimo posamezniki, če so še nekaj možnost, ali se vzame skoli, kot se Evropa rada zdaj podaja s kolem glavo? Ja, jaz se tako rešujem tega služenstva, pohlepa, kolektivnega pohlepa, v katerega nas usmerjajo in vodijo. To je perception management. To nas delajo načrtno. Pri Nubah ni taka pohlepa. Tudi pri najstarejših drugih staroseljcih po planetu Lede, ker sem jih načrtno iskal, ker me zanima, če so še kjer kakšne taki, kot so Nube, ga je manj, tam je smisel življenja nekaj drugega. Je smisel ulepšvati svet, je smisel pet v tem svetu, ustvarjati lepoto, žlahtnost, plemenitost, se zavzemati za plemenito življenje. Jaz se tako rešujem, da pobegnem iz te naše Evrope in celega Zahoda in celega industrijskega sveta in tam mi začne pamet spet delati. Res, po pravici povem, meni tam mi vse prestane jasno, tle mi pa dela pamet samo, če grem teč, pa če grem v hribe, a pa če plavam veliko. In to ženo dosti počneva. Pa če se ljubijo, to tudi spred noči začnem pisati, res, se vse odpre. Ni naravno, ne so pripričali, da je človek pohlepen, ampak v svoji izvorni obliki ni bil pohlepen. To smo dobili z miti, tako iz krščanskega kot muslimanskega in židovskega izročila. Adam pa Eva sta jedla, nista ubogala, sta hodila več in sta jedla tisti jabolk. Jaz res toliko časa že živim, pa toliko kultur, pa ljudstvu sem že srečal, da vem, da taka pohlepnost zdaj vlada recimo na Kitajskem, se tudi prej ni bila, se veste, da ni bila, tam so imeli nek drugi smisel prej, že 30 let nazaj. Ta pohlepnost je v interesu naših gospodarjev in zato nam z vsemi sredstvi
da jejo bolj plašnice in nas usmerjajo v glavnem v boj za plen in izplen, ne glede na prijatelje, na sosede, na žlahto, na naravo, na živali in na rastline. Tako da jaz mislim, da je seveda možno zaživeti v sožitju in v sobivanju, v simbiozi z vsemi. Ker to gledam dol in čez 3 tedne bova to spet gledala. Mi vas se vračamo nazaj z novimi droni, pa z novo misijo in naredili bomo nov dokumentaren film, ki upam, da bo boljši, še boljši, prejšnjih, ki bo pokazal lepoto teh ljudi in njihovo nepohlepnost. Mislim, da smo dali temu premalo možnost. Pokazati, kako se ohranjajo zaradi sodelovanja, ne pa zaradi konkurenčne tekme. Kako se ti ljudje, ki jih zdajle tam poskušajo spraviti z teh gorskih trdnjav, ki so podobni našim, te slovenskem gorskem trdnjavam, s hribov jih poskušajo vse načine sleči, pa ne grejo zaradi tega, ker si toliko pomagajo drug drugemu. 5 prstov je močnejših kot eden. Jaz verjamem, da je rešitev, da mi najdemo svoje bistvo, svoj izvor, svojo aboriginsko sam besede, svojo aboriginsko jaz. Ne pa, da furamo in da služimo tem, ki nam mečejo duktince svoje vize. In hkrati uničujejo planet in pragozdove in vode in živali in nas same. Sovražnik pri Nubah pa tle pri nas je isti. Istega imamo. To je res pohlep, ker nam ga določene elite, ki imajo tega ne več dobička, skušajo vsiliti nas prepričati, da je to nam ljudem lasten, značilen. Da je značilno za človeka, da je nor, patološk, odtrgan od narave. Mi smo del narave, niti več, pa niti manj. Mi bomo preživeli, če bomo z naravo živeli v sobivanju. Veš se, vprašal si eno zelo veliko vprašanje, preveliko vprašanje. Ker po mojem mnenju smo sovražniki vedno mi sami. Ja, ne da so te ograje zdaj naprej. Te ograje so not zrasle najprej. Potem jih je pa pa roke so jih naredile, tako da tam srne pa zajci, pa listi se ne morajo čez. To, da se bojemo teh Turkov, to so za nas Turki, ki prihajajo 300 let nazaj so prihajali in počeli isto, kot Nuba delajo, ti Arabci dol, kradeli, posiljevali, vlačili živino. Ta strah je res v nas samih. Zdajle smo bili v Berlinu na obisku, tudi v begunskem centru, in smo tam srečali sirijske fante, ki so čistko videti kot vi. Sam je malo bolj temen, pa malo bolj prestrašen, pa malo bolj načen, pa malo bolj zaskrbljen, kaj bo z njim. Ampak zdaj se tudi vižje mladi zaskrbljena. Vidite, Boštjan Videmšek prav, to se gor seli k nam. Zdaj moramo sodelovati, vsi pomagati, ker bomo kmalo sami begunci sicer. Verjeten bomo. Tlej prelepo, da bi mi tle ostali. Prostite, mislim, Slovenija je toliko idilična, toliko bogata, toliko vse, da če ne bomo zdaj mi med sabo sodelovali, če se bomo zdaj pustili v te razprtije tradicionalne, to nas bo še lažje pospravili. Človeštvo, kar je dobrega, ne se skupaj vzame. Vsi že Prešeren nam dal ta nasvet. Živi naj vsi narodi, ki jih lepe ne dočakati dan. Mi bomo druženje nadaljevali še v predvedi, ker smo pripravili nekaj za popiti in mislim, da bo iz osebe na osebe ta debata lažje tekla. Tomo, ti boš pa povedal zdaj, kako lahko tebi konkretno pomagamo in vam konkretno, ki nama, ko gremo delje na pot, nam lahko pomagate z nakupom tega koledarja. Čisto konkretno. Mi imamo dol več projektov. V Darfurju, v Nubskih gorah in v Modrem Nilu želimo najprej vrtalno napravo spraviti, ki jo nam moramo zaradi tega, ker je vse posod vojska. In iščemo načine, kako to bo del najne misije. V Komoganci med temile praktično še nagimi ljudmi je 6 črpalk za črpanje vode, ki
so jih zgradili iz irske organizacije GOL, pa od začetka vojne 2011 teh ljudi ni nazaj, da bi jih popravili. Nihče jih ne vzdržuje, to hočemo narediti. Pa še, mi hočemo več posnetkov z droni, več dokazov, da lahko brezpilotna letala s kamera, ne z raketi, pomagajo čuvati te ljudi, da bojo tam ostali, da ne bodo bežali, ker nočejo bežati. Zakaj bi bežali? Tle bojo Turci, tle bojo izgubili svojo identiteto. Vsa njihova prvinska kultura je vezana na davno naravno okolje. Tako kot je bilo včasih pri nas, v praveljcah, v legendah so bile skrite vrednote, ki so se prenašale iz roda v rod. In tako smo mi tle Slovenci živeli kot animisti, kot pogani, podobno ti. In ne smejo iti, če gredo, se izgubijo, postanejo tak, kot smo mi, tako postanejo, kot so ti tle na ljubo sodana. No, zato tudi pripravljamo dokumentarni film, v katerem bomo poskušali predstaviti naše izkušnje in se zavzemamo za razglasitev nadnacionalnih parkov. Ne nacionalnih, ker Bešir to ne bo pustil. Sudanska, vojaška hunta, islamska, džihadistična, to se pravi, isto krisilno, če poenostavim, ne bom nikoli pustila tam razglasiti narodne naravne parke. Ampak, ker je nekaj podobnega uspelo v Kongu, pa tudi v Južni Afriki, ko da zdaj ščitijo z droni parke, v katerih so preživeli ostanki goril, pa tudi slonov, verjamemo, da je to možno narediti tudi za ljudi. No, to bo najna misija. Če hočete, da se lahko podprete konkretno z nakupom tega koledarja za leto 2016, ker smo mu dali naziv, naslov, tisti, ki ne bi živeli. Those who do are not running away. So po glavnem slike, ki jih s ženo Bojano posnela tle na frontnih žariščih. Pa, ja, tudi skrivno, če hočete. Pa tle še eno stvar vam ponujemo, to so fotografije, ki so jih zdaj izdali v obliki takele knjižice na tem, na razglasitvi te nagrade v Berlinu, ki se imenuje Etika in ekonomija. Noter so v glavnem fotografije, ki so nastajale teh zadnjih 30 let. Toma, hvala, ker si se nam pridružil. Jaz mislim, da si zaslužiš en aplavz. To je pa še na voljo, tako da vprašajte, pomagajte. Ja, sem vidite. Pa še jaz bom nekaj, ker to meni včasih ne da besede. Po noč govori pa še pol tukaj. Ne, sam povedala bi, da koledar pravzaprav še ni na voljo, ne morate ga zdaj kupiti, lahko pa se naročite, pa ga dobite po pošti. To samo. Come on.